Veličastna kulisa Ljudskega vrta je jemala dih. Maribor je spet doživel enega velikih nogometnih trenutkov. Tekma NK Maribor Maccabi Haifa bo ostala zapisana pri vrhu seznama najbolj obiskanih. Priložnost, da se pride do zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, je tudi v času dopustov dvignila na noge mesto in okolico ter zvabila na tribune stadiona 12.000 glavo množico. Kdor je odlašal in z nakupom vstopnice čakal do zadnjih trenutkov, se ni dobro odločil. Najboljša mesta so bila hitro zasedena, brez lastnika so do začetnega sodniškega žvižga ostali le še sedeži na robovih severne tribune. Sigurno, vsi smo si želeli zmage, še posebej pred tako publiko, ko je poln stadion. Vendar nam se danes ni šlo, mislim, da smo začeli dobro, imeli neke priložnosti, pol pač dobili ta nesrečen gol in nekako uspeli izenačiti, pol pa žal nam ni uspelo zadeti vsaj še enkrat. Boj za podvig, lov na izničenim zadetka zaostanka iz Haife so tribune začele skupaj z moštvom v vijoličastem. Za ogrevanje, da se prebije led in začetna nervoza, po en poskus na vsaki strani. Najprej prosti strel za Maccabi z leve strani. Veret je nameril neposredno proti vratom, Handanović je bil dobro postavljen. Na drugi strani pa je odgovoril Mejač. Udarec 23 metrov je zletel mimo desne vratnice. Vse, kar se je pripravljalo pri taktični postavitvi dvoboja, pa je pokvaril dogodek v 10. minuti. Šokanten začetek z najbolj neprijetnim razpletom. Veret je ušel po desni strani, ob Mejaču prišel do roba kazenskega prostora, nato pa z udarcem iz težkega položaja pri stranski črti nameril ob vratnici in premagal vratarja Handanovića. In treba je bilo začeti znova, po težji poti. S klopi so takoj prišli znaki spodbude, s še glasnejšim navijanjem so se odzvale tudi tribune. Pa se je šlo v lov na preobrat. Mariborska ekipa vendarle ima veliko rešitev v igri proti naprej, sledili so trenutki ofenzive. O prvem poskusu je ostalo pri dvomljivi situaciji. Falaha je v prodoru Berića na robu kazenskega prostora žoga oplazila po roki, sodnik se ni oglasil, akcija se je nadaljevala in gostje so odpravili na varnost. V vmesnem obdobju je Izraelcem uspel protinapad, do udarca po daljši akciji Amaša, Rajčević z drsečim posredovanjem izbija v kot. Trenutki sredine prvega polčasa pa vznamenju moštva v vijoličastem. Preigravanje Ibrahimija na desni strani je prineslo obetavno priložnost, ko so centimetri preprečili izenačenje. V predložku v 5-metrski prostor je Berić iztegnil nogo, zadel žogo, jo usmeril mimo vratarja, a se je skotalila tik ob levi vratnici. Pritisk se je stopnjeval in obrestoval. Ljudski vrt je v 32. minuti eksplodiral od navdušenja. Slavil je izenačujoči zadetek. Ibrahim je izvajal prosti strel z leve strani, Tavares je bil ob gneči v kazenskem prostoru najvišji v skoku, prvi poskus je ustavil vratar Davidović, toda žoge ni uspel povsem ukrotiti. Kapetan pa je pozorno spremljal akcijo in iz drugega poskusa zbrcal žogo v mrežo. Karte so bile na novo premešane. Upanje o podvigu je spet postalo realnejše. Ekipa Maccabija z dovolj izkušnjami v tovrstnih izločilnih mednarodnih dvobojih pa se ni pustila zmesti. Gostje so odgovorili s kombinacijo spretnih kratkih podaj. Do zaključka je prišel Amaša, toda žogo je poslal čez gol. Da se bo ponudila še kakšna priložnost, niso verjeli le najbolj optimistični. Ob potrpežljivi in dovolj napadalni igri se je dalo priti do podviga. In še pred odmorom je vratar rešil Izraelce.
Berić je po spretni akciji prišel do udarca iz neravno najbolj imenitnega položaja, žoga proti levemu kotu, Davidović pa se je iztegnil, kolikor je dolg in z vrhom prstov odbil v kot. Pred odhodom v slačilnice še hitra spretna akcija Berića in Tavareša, kapetan takoj do mezge, poskus udarca v nasprotni kot pa ob levi vratnici. 1:1 je ostal rezultat prvega polčasa, žal pa tudi celotne tekme. Makabi je izpeljal le še nekaj konkretnejših napadov, po enem prišel do prostega strela z 18 metrov, izvajalec je bil Bokoli, silovito nameril po sredini vrat, Handanović pa je odbil v kot. Med gostujočimi akcijami velja izpostaviti še poskus izsiljevanja 11-metrovke Dvališvilija, vendar je sodnik spoznal namero in gruzijskemu napadalcu na začasnem delu v Izraelu pokazal rumeni karton ter vrnil žogo vratarju Handanoviću. Končnica pa v znamenju želje po popolni ofenzivi. Ko je Tavares poslal žogo v 5-metrski prostor, je zmanjkalo nekaj centimetrov za nevarnejši zaključek. Nato pa neverjetna drama. Žal brez srečnega konca. Sreča se v dramatičnih trenutkih ni obrnila na mariborsko stran. Kaj reči ob tej situaciji? Po predložku v kazenski prostor se je žoga odbila na 18 metrov, pritekel je Milec, silovito nameril, žoga pa je na poti v mrežo zadela Berića. Sodnik je označil 4 minute podaljška, prav v zadnjih sekundah dvoboja pa še kot. Kot za zadnje upanje. V vlogi izvajalca znova Ibrahimi, pred gol so šli vsi igralci, tudi vratar Handanović, do žoge Velikonja, žoga pa po udarcu z glavo čez prečnik. Pogumna predstava, žal brez ustrezne nagrade za vložen trud. Toda glave gor, čaka nas še play-off za Ligo Evropa. Žreb bo v petek, ko bomo izvedeli, kdo je naslednji nasprotnik na letošnjem evropskem popotovanju. Po srčni predstavi je treba verjeti, da NK Maribor še ni rekel zadnje besede na mednarodnem prizorišču. Odziv gledalcev je pokazal, kaj si mislijo o trudu moštva in kaj se je dogajalo na igrišču. Dobro večer še enkrat. Za nami je težka tekma, v kateri smo na začetku imeli z nasprotnikom nekaj težav. Prejeli tudi zadetek po nizu majhnih napak. Kasneje v prvem polčasu povezali svojo igro, igrali dobro, imeli priložnosti, zadeli in bili mi tisti, kateri smo bili pred njihovim golom oziroma imeli pritisk na njihova vrata. V teh trenutkih smo igrali zelo dobro. V polčasu smo si želeli podobno začeti, kot smo končali, da bi stopnjevali ritem, da bi bili mi tisti, kateri bi napadali, vendar nam nažalost to ni uspelo. Nasprotnik je vse postavil malce drugače, za prvo sredino nismo imeli več nekih rešitev in tu so potem nastopile težave, pa kljub temu mislim, da bi lahko še zadeli, kajti imeli smo iz neizdelnih akcij, vendar kljub temu iz prekinitve, iz nekih odbitih žog priložnost, da bi zadeli, vendar to ni bilo dovolj oziroma zmanjkalo nas. Nam je tudi malo sreče, da bi kakšno priložnost si tudi sami odbrali, tako rekoč. Fantje so igrali na svojem limitu, se potrudili v dveh tekmah, bili zelo blizu napredovanja, vendar nažalost to ni bilo.